Draga cerkev, vsi prisotni, lepo pozdravljeni v imenu našega Boga. Želim vam srečno, zdravo, blagoslovljeno novo leto 2021. Hvaležni smo Bogu za njegovo milost, da smo lahko vstopili tudi v to novo leto. In takoj na začetku želim, da se združimo v molitvi in prosimo njegov blagoslov za to novo leto. Dragi nebeški Oče, hvala ti, da si nam dal življenje in mi se vsi skupaj združujemo v molitvi, da blagosloviš to novo leto. Mi želimo izpolnjevati tvojo voljo. In ne rabimo tvojo pomoč, in ne rabimo tvojo moč, in ne rabimo tvoje maziljenje, in ne rabimo navdihnjenje Svetega Duha. Mi te prosimo, da daš blagoslov, da daš mir, da se tudi korona situacija začne umirjati in daš ponovno en nov čas tvoje milosti v tem novem letu. Da vsi skupaj razmislimo, da so naše življenje v tvojih rokah. In kako krhki smo, kako hitro se lahko vse spremeni. Zato se izročamo tebi, tvojemu vodstvu, da ti deluješ, Gospod, v tem novem letu. Naj se tvoja ljubezen in tvoje kraljestvo širi. To te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Draga cerkev, zdaj vas povabim na slavljenje in slavimo našega Gospoda v tem novem letu 2021. Služimo njemu in imejmo naša življenja in naša srca odprta za njega in drug drugega. On vodi me, to milost je, to laž bo našlo je srce. Kjerkoli sem in kamor grem, on vodi me in jaz to vem. On vodi me, on svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. Čvrsto ti roko bom podal, vse temnih ne bom več bal. Na rame svoje me bo vzel, s teboj bom srečen in vesel. On vodi me, on svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. Zapustil bom zemljo, takrat bom s tvojo milostjo ovinčal zmago smrtni boj. Čez Jordan se podal s teboj. On
svojo roko vodi me. Predano naj ti bo srce, saj tvoja roka vodi me. Vsemi potmi seznanjen si ti. Če bi zbežal, tudi tam bil bi ti. Vse skrite misli ti že poznaš. Razumeš vse, kar čutim in sem. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Po imenu me kličeš in za me skrbiš. Kadar padem, me dvigne spet in pridvigneš v svoj objem. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Moje srce vse tihe želje. Ti vse razumeš, ker živel si tu. Nam bil si enaka, brez greha popoln. Z nami si usmiljen in poln dobrot. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Po imenu me kličeš in za me skrbiš. Kadar padem, me dvigneš spet in pridvigneš v svoj objem. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Po imenu me kličeš in za me skrbiš. Kadar padem, me dvigneš spet in pridvigneš v svoj objem. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Oče, hvala ti, da ljubiš me, čeprav me poznaš. Stopili smo v novo leto 2021. Zaželeli smo si srečo, zdravje, uspeh. Vsi pa se nekako srečujemo, kakšno bo zaradi korone in mogoče tudi dogodkov glede potresov, ki se zadnje čase dogajajo. Začelo se je cepljenje in vsi si želimo, da prinese dobre rezultate in da začnemo ponovno normalno živeti. Nekaj časa nazaj me je ob branju Svetega pisma navdihnila vrsta iz
pisma Hebrejcev v 10. poglavju 36. In o njej želim govoriti v prvi pridigi novega leta. Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. Govora je o stanovitnosti, potrpežljivosti, da izpolnimo Božjo voljo in dosežemo obljube Boga. Še posebej so mi v oči padle besede izpolniti Božjo voljo. Kdo sem jaz, da bi lahko izpolnil Božjo voljo? A je sploh pomembno za človeštvo, da izpolni Božjo voljo? Kdo se še danes sploh ukvarja v svojem življenju, da bi izpolnil Božjo voljo? Kaj sploh je Božja volja? Kaj ima opraviti Božja volja v tem letu, ko pa vlagamo vse napore, da bi premagali koronavirus? Čeprav poznam kar nekaj vrst Svetega pisma, ki govorijo o izpolnitvi Božje volje, sem vseeno začel ponovno preiskovati, kaj Sveto pismo govori o Božji volji. Eno od pomembnih spoznanj v Svetem pismu je, da je Božja volja nekaj zelo praktičnega in pomembna za vse čase. Poglejmo nekaj vrst, ki o tem zelo jasno govorijo. Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte vnemi, temveč bodite goreči v duhu. Služite Gospodu. Veselite se v upanju. Potrpite v stiski. Vztrajajte v molitvi. Bodite soudeleženi v potrebah svetih. Gojite gostoljubje. Včasih mislimo, da je Božja volja nekaj, kar se tiče samo nebes, nekaj, kar je daleč od nas in nima nobene zveze z nami. V teh vrstah vidimo, kako globoko želi Bog svojo voljo poseči v našo življenje, bitje. Kdo si ne želi iskrene, predane, zveste ljubezni? Globoka resnica je, da potrebujemo takšno ljubezen. Obstaja samo prava ljubezen. Vse, kar je nasprotno z njo, je hinavščina. Prebrali smo, ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte se dobrega. A si ne želimo, da so ljudje do nas dobri? Nihče si ne želi zla, sovraštva v svojem življenju. Božja volja je, da se oklepamo dobrega in odklanjamo zlo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Vsako življenje je dragoceno, vredno. Človeško življenje je največje bogastvo. Brez življenja ni ljubezni, odnosov, napredka, razvoja, vrednot. Le s spoštovanjem drug drugega lahko živimo življenje, ki je v korist, napredek, blagoslov vseh. Nespoštovanje prinese zlo in uničuje družbo. Gojite gostoljubje. V našem življenju naj se razvija gostoljubje, prijaznost, sprejetost, naklonjenost. Povabiti nekoga na prijetno druženje, domov na večerjo, poskrbeti za njegove potrebe. Vse to je gostoljubje.
Ko začnemo na takšen način razmišljati o Božji volji in izpolnjevanju v našem življenju, nam življenje naenkrat lahko postane prava avantura, nov izziv, moč. Bog nikoli ne dela nekaj dolgočasnega v našem življenju. Mi velikokrat vidimo Boga kot dolgočasnega starca z dolgo sivo brado, ker ne vidimo in ne poznamo njegove volje. Zakaj si za to leto ne bi postavili prioritet, kot so iskrena, zvesta ljubezen, odklanjanje zla, delanje dobrega, spoštovanje, mogoče do ljudi, ki nam niso všeč, gostoljubnost, povabiti nekoga na kosilo, večerjo domov. Še vedno se spomnim trenutka, ko sem domov povabil brezdomce na kosilo. Celo vzdušje se je spremenilo. Naše vsakdanje kosilo bilo naenkrat služenje ljudem, ki živijo na ulici. Vonjave so bile drugačne. Tudi brezdomci so bili malo zmedeni, kako se obnašati v normalnem družinskem krogu. Toda čutili so, da so sprejeti. Na koncu vsi smo bili blagoslovljeni. A želimo izpolniti Božjo voljo v tem novem letu. Upam, da se nam vsaj malo odpre oči, da vidimo, kako pomembna je Božja volja za človeško življenje. Mogoče praviš, ne potrebujem Boga, njegove volje. Tudi prav. Toda vseeno živi po njegovi volji. V pismu Hebrejcem 10:36 pa je tudi obljuba. Boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. Z izpolnjevanjem Božje volje bomo dosegli obljube. Tudi o tem sem malo raziskoval po Svetem pismu. Ena od obljub, ki je zelo povezana s tem, o kateri govorim, je v preroku Jeremiji, 17. poglavje, 7. in 8. vrsti pravi takole Božja beseda. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Je kakor drevo, zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina. Njegovo listje ostane zeleno. V sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu. Izpolnjevanje Božje volje, zaupanje Bogu, njegovi besedi prinaša sad, življenje. Čeprav moramo iti skozi vročino, sušna obdobja, različne težave in izzive, človek, ki zaupa in izpolnjuje Božjo voljo, ne trpi pomanjkanja, ne neha roditi sadu, tudi včasih težav. Če se ozremo v leto 2020, kaj smo velikokrat rabili? Ljubezen, spoštovanje drug do drugega. Le tako smo lahko lažje premagali vse težave s korono. V težkih trenutkih so to najbolj pomembni sadovi, rezultati, ki jih lahko da naše življenje. Nažalost, je nekaterim bilo pretesno, ko so morali biti skupaj doma. Nekateri so se odločili tudi za ločitev. Težko je preživeti, če ne gradiš na dobrem temelju, ko pridejo težave. Kako se bomo lotili novega leta
2021. Hebrejcem 10:36 nas Božja beseda uči še nekaj. Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. Potrebna nam je stanovitnost, potrpežljivost. Trajne rezultate daje določeni čas. Zato je potrebno večkrat stanovitnost, potrpežljivost. Preveč ljudi plačuje visoko ceno zaradi svoje nepremišljenosti, ker so naredili prehitre in napačne odločitve. Zaradi nestanovitnosti, nepremišljenih odločitev trpijo posledice. Če bi se vsaj malo obvladali, se velikokrat skozi določen čas stvari uredijo in postavijo na svoje mesto. Nekdo je dejal, zreli ljudje čakajo na prave odločitve in pravi čas. Nezreli ne. V novem letu bomo rabili veliko potrpežljivosti, stanovitnosti. Bodimo modri, iščimo in izpolnjujmo Božjo voljo. Berimo Sveto pismo in spoznavajmo njegove načrte. Poglejmo okrog sebe in služimo drug drugemu. Naj so nam v letu 2021 prioritete, iskrena, zvesta ljubezen, dobrota, spoštovanje in gostoljubnost. Amen. Pridimo na koncu pred našega Gospoda v molitvi in predajmo naša srca, naša življenja, da nas on vodi, da nam pomaga, da živimo po Božji volji, da izpolnimo Božjo voljo. Oče, ki si v nebesih, slavljeno in posvečeno naj bo tvoje ime. In mi te prosimo, da to leto, ki se je začelo, nas ti vodiš in razodevaš svojo voljo. Gospod, da v naših življenjih izpolnimo tvojo voljo, da smo na blagoslov drug drugemu. Jezus, da služimo drug drugemu, da se tvoje kraljestvo širi in da še mnogi okusijo in doživijo, da si ti z nami na vsakem koraku, da nas ljubiš in svojo ljubezen, svojo dobroto, svoje usmiljenje, svojo potrpežljivost in dobrotljivost želiš razodevati v naših življenjih in delovati skozi naša življenja in nas uporabiti. Hvala ti, da smo tvoji in si nas izbral in izročamo se, dragi Bog, tebi in tvojemu vodstvu v tem novem letu 2021. Amen. Vsem še enkrat želim blagoslovljeno novo leto in molimo drug za drugega in podpiramo drug drugega in Bog se bo razodeval svoje milosti in veličini.